Dobrodošli na 1. septembrsko nedeljo. Tokrat jo posvečamo temu našemu projektu, izdelavi replike keltskega voza in seveda jaz bom kar predala besedo od naši kustosinji Jani Puhar, našemu gostu Klemnu Zorko. In tako, gremo to pogledati, malo podebatirati, potem pa se še podružimo in izvemo marsikaj novega vmes, tako. Tako, ja. No, tako dobrodošli še v mojem imenu na razstavi 8 kopic za dvoje koles. Zdaj, jaz bom naredila en uvod, potem pa bomo še predali besedo našemu kovaču, Klemnu Zorku, ki je sodeloval pri izdelavi samega voza. Zdaj, ker imamo to možnost, ta privilegij, da imamo tukaj mojstra, ki je pomagal pri izdelavi, ki je bil vključen pri izdelavi, bomo poskušali nekako posvetiti to današnje vodstvo bolj torej tem tehnologijam, ki so jih Kelti uporabljali. In ta znanja, ki so jih imeli, so se pa do neke mere tudi izgubila. In to bo naša rdeča nit, torej znanje, ki ga imajo mojstri in kako se to znanje izgublja, kako moramo to znanje ponovno izumljati včasih, če želimo narediti neke izdelke, ki so jih naši predniki znali delati, mi jih pa danes ne znamo več. Mogoče lahko to ponazorim z enim takim izletom iz arheologije v čisto neko drugo skrajnost, ki je arheologiji zelo oddaljena, to so vesoljske tehnologije. Ravno o tem sem namreč razmišljala pred kratkim, je bil na nacionalni televiziji dokumentarec o tem, kako mi danes ne znamo več, oziroma nekako nimamo več znanj, da bi prileteli na Luno, ne da bi ponovno ta znanja odkrili. In slučajno sem imela možnost pred nekaj dnevi govoriti s kolegom, ki je astrofizik, in sem ga spraševala, kako je to mogoče, da mi teh znanj nimamo. Sem rekla, saj na Luno smo leteli pred 52 leti nazadnje, mislim, da je bilo 72 leto, zadnje leto, ko je ta program Apollo se zaključil. In je rekel, ja, seveda, ne obstaja načrt, ki bi bil popoln. Oni so imeli, NASA je imela načrte, zelo natančno razdelane, ampak vsi te načrti imajo določene pomanjkljivosti, ki jih morajo mojstri potem pokrpati. Tisto se pa ni zabeležilo. In tako smo mi v bistvu v dobrih 50 letih ostali brez nekih znanj, oziroma jih bo treba ponovno izumiti, ko bodo želeli na Luno spet. Zdaj pa mi govorimo pa v tem primeru našega keltskega voza o vrhunskih tehnologijah iz v bistvu časa okrog 250 pred našim štetjem. To je bil takrat, vozovi so se, če gremo čisto na začetek, vozovi so prvi bojni vozovi, so nekako izvirajo iz severne Mezopotamije oziroma območja, kjer je današnja Sirija, in so se približno 2000 let pred našim štetjem te tehnologije začeli razvijati, in to je bil tudi eden ključnih prelomnih trenutkov v človeški zgodovini, ker je voz takrat postal bojno sredstvo in hkrati se je tudi koncept osebnega prevoza vzpostavil. In voz se je iz tega torej Srednjega vzhoda razširil dokaj hitro na Bližnji vzhod in potem v Sredozemlje. In pri nas se torej prvi bojni vozovi pa pojavijo s Kelti v drugi polovici prvega tisočletja, torej našega štetja. Ta tehnologija, ki jo gledamo, tu rekonstruirano, torej je dejansko dokumentirana iz keltskega časa, iz časa mlajše železne dobe, v celotnem slovenskem prostoru samo v Brežicah. Tu imamo 100 metrov pod gradom, je najdišče sejmišče, ki se imenuje, seveda, ste bolj kot ne vsi domačini, ne bom razlagala, po sejmu, ki se je odvijal še do 25 let, ob sobotah so trgovali živino. Seveda, to je bil ta nadzemeljski del, ki ga mogoče etnologi bolj pokrivajo, ampak pod zemljo pa na sejmišču so pa pred 2200-2300 leti pa je pokopavala ta keltska skupnost, ki je živela v Brežicah oziroma na območju današnjih Brežic. Zdaj, ti Kelti so imeli en poseben pogrebni ritual. Oni so pokojnika sežgali na grmadi, tako kot vidimo tu. In so njegovo lastnino so mu pridali, zato da je šla z njim na to poslednjo pot v onstranstvo.
In seveda bojevniki, ki so uporabljali ta voz, torej, potem bomo malo detajle, kako se je uporabljal voz kot vojaško sredstvo, ampak začnemo samo s tem obredom, pač, ki je sploh omogočil, da smo mi te ostanke odkrili. Torej, te bojevniki so bili pa najverjetneje kar na vozu sežgani. In ko je ta grmada dogorela, so oni pobrali vse kovinske dele, ki so jih našli, torej orožje, kovinske dele voza in pokojnikove osebne predmete in so jih položili v plitvo grobno jamo. To so bile ovalne, približno takih dimenzij, do 1 metra grobne jame, tja so položili njegove predmete, so pa tudi pobrali vse te kosti, ki so bile ožgane, ponavadi so bili to neki manjši drobci, so jih pobrali v neko vrečko iz tekstila ali usnja in tudi te kosti so pridali v grob. Zraven pa so ponavadi dali še posode, v katerih je bila hrana oziroma pijača, darovali so pa tudi lahko kakšnega merjasca, torej manjšega merjasca ali pa čeljust, kračo, torej neke dele teh živali, ki so takrat veljale za bolj prestižne oziroma za neko hrano, ki je bila bolj cenjena. In tako so oni te grobove zagrnili. Grobovi so morali biti nad zemljo nekako označeni, ker se na grobišču ne prekrivajo. In do zdaj torej grobišče na sejmišču je skoraj v celoti raziskano, ne še popolnoma, določeni sta severna in južna meja, vzhodna in zahodna pa še ne čisto. Bilo je pa odkritih do zdaj 161 grobov, točno. Naselbine pripadajoče, torej kje so te ljudje živeli, ki so jih pokopavali, pa žal ne vemo. Ali še ni odkrita, ali pa je bila mogoče z nekimi gradbenimi posegi uničena, pa takrat ni bila še prepoznana. In zdaj, če pridemo vendarle do teh bojnih vozov. Bojni vozovi so bili odkriti 3 na tem grobišču, kar je res izjemno, ker so dejansko tudi v evropskem merilu so grobovi z bojnimi vozovi izjemno redki. V Sloveniji pa so sploh to edini 3. Prvi je bil 82. izkopan, ko je Posavski muzej še pod vodstvom Mitve Guština kopal. Potem je bil eden odkrit 2014, zadnji, to je ta, ki ga imamo tule v vitrini, je pa bil odkrit leta 2017. In takrat smo se začeli potem o prevzemu tega gradiva iz zadnje etape izkopavanj tudi dogovarjati, da bi se in poleg torej restauriranja gradiva, da bi se rekonstruiral tudi bojni voz. Namreč, zdaj, če se z mano pomaknete k vitrini, kdor mogoče še ni videl, kako izgledajo ostanki tega bojnega voza, je precej očitno, da bomo mi zelo težko obiskovalcem pokazali te preostale dele voza in da si bo kdorkoli lahko predstavljal, kako je ta voz v resnici izgledal. Tule, v bistvu od voza so ostali samo kovinski deli, kolesni obroči, torej tukaj lahko pogledate, to so te zviti deli, ker oni so v tem obredu še dodatno zvili in uničili vse te kovinske dele. Torej, ta del je ostal, kolesni obroči, pestni obroči, ostali so potem deli podvozja, konjske žvale, torej samo železni deli. In tako je, zelo podobno je tudi v preostalih najdiščih, tako da dejansko vse rekonstrukcije vozov, ki so nastajale tudi na podlagi, torej ne samo na podlagi ohranjenih delov, ampak tudi na podlagi upodobitev, ki pa jih poznamo sicer iz našega prostora, ne, poznamo jih pa iz različnih najdb keltskih novcev in iz nagrobnih stel. Tako da te upodobitve nekako so nam smernica tudi kako so te vozovi dejansko bili videti. Tako da to ni čisto recimo prvi tak eksperiment, torej poskus rekonstrukcije keltskega voza, jih je bilo že nekaj, ampak pri nas še nobenega. Narodni muzej Švice je v 80. letih izdelal rekonstrukcijo na podlagi najdb, ki so bile odkrite pri njih, torej jezero Neuchâtel, najdišče Laten, kjer je v bistvu eno večjih, pomembnejših najdišč, po katerih ima ime tudi to keltsko obdobje. Tam so bili odkriti v bistvu nekih močvirnih terenih ostanki teh vozov in tako so oni že torej pred 40 leti skoraj opravili ta eksperiment, da so poskusili rekonstruirati voz in ga dejansko tudi preizkusili. Potem pa imamo iz sosednje Avstrije še 2 primera izdelave vozov v Keltskem muzeju. V bistvu 2 sta s tem, da eden je že nekako pospravljen, tako da tudi ga nismo uspeli pogledati. Pa iz Britanije poznamo še nekaj poskusov rekonstrukcije.
kaj bližje našemu prostoru pa ne. Tako da mi smo se lahko oprli delno na rezultate teh eksperimentov, zlasti ta iz Švicarskega narodnega muzeja je bil zelo dobro dokumentiran, tako da smo si tudi pomagali z njihovimi izmerami in proporcij voza. Tako da potem sva z kolegico Petro Karalič pripravili nekaj izhodišča za mojstre, imeli smo nekaj skupnih sestankov in potem se je pa začel ta proces, ki pa mogoče bom pa zdaj pa predala besedo Klemnu, kako ste vi videli ves ta proces, kako se je to odvijalo. Na začetku je bilo še precej negotovega, marsikaj smo vedeli, da tudi bo treba na nek način iznajti, ker tu pa spet govorimo o teh znanjih, ki so izgubljena. Mi recimo smo približno določili, da smo lahko proporce, vedeli smo, katere dele bo voz moral imeti, ampak recimo iz zapisov zgodovinarjev recimo vemo, da je voz bil vzmeten, nismo pa imeli pojma, kako je dejansko to vzmetenje delovalo. In smo potem morali izhajati pa iz nekih praktičnih vidikov, torej vedeli smo, da ta platforma voza, če pogledate, niha, je vzmetena in da bo verjetno tudi ta vrv, ko je bila napeta, se je potem s časom začela popuščati in da mora biti to nek sistem zategovanja tudi, da mora. Ampak kako pa je bilo to izdelano, seveda primeri niso ohranjeni, da bi to lahko, tudi na podlagi upodobitev ne moremo tega vedeti, ker niso tako natančno recimo na novcih ali pa na nagrobnih stelah vozovi upodobljeni, da bi recimo lahko prepoznali, kakšen je bil ta sistem vzmetenja. Tako da je bilo kar precej nekih negotovosti, ki smo jih morali premostiti, iznajti. Hvala lepa za besedo. Torej, mi smo ob začetku imeli samo nekaj modelov, se pravi razstavljenih, potem nekaj videomateriala, mislim, da iz Avstrije, kako naj bi ta voz v grobem zgledu. Zdaj, lesene dele je izdelal gospod Jevšenak, pa vse to ustne, mislim, da je tudi on poskrbel. Skratka, sestavljanje, najprej izdelava teh kovinskih delov, pa sestavljanje smo pa potem nekako skupaj ugotavljali, kako se rešuje. Zdaj, bilo je zanimivo, recimo, kako, na kakšen način so oni to pomanjkanje določenih tehničnih sredstev nadomeščali s preprostimi kovaškimi prijemi. Mi smo poskušali, kar se da, se tem približati, to izdelati na način, kot so to oni izdelovali. Seveda smo mi to lahko nekoliko lažje naredili, zaradi tega, ker imamo zdaj drugačno tehnologijo, ki nam to omogoča. Res pa je, da določene stvari je bilo še zmeraj zelo zahtevno, smo tudi še malo improvizirali, zaradi tega, ker se je izkazali, da bi bilo potrebno še mogoče kakšen drugačen pristop, ki ga mi mogoče še zmeraj ne poznamo. Zdaj, kar se tiče samih koles, je bilo bistveno bolj zahtevno. Zdaj, oni so kolesa, se pravi obroče, skovali verjetno podobno kot mi. Obroči namreč so na obeh straneh zapognjeni malo navzdol. V bistvu, če bi jih prerezali, je to kot en U-profil. Samo po sebi to ni nič kakšen presežek. Je pa seveda komplicirano, ko je treba potem tak U-profil natakniti na kolo. Namreč oni so to kovaško varili, pomeni na ognjišču. Mi seveda danes imamo drugo tehnologijo varjenja, s čimer si lahko to poenostavimo. Oni so pa to zavarili, se pravi, še preden so nataknili na samo kolo. Potem so mogli oni v bistvu dobesedno kres zakuriti, da so ta obroč segreli v takšni meri, da se je raztegnil, da je premer bil večji, kot je premer kolesa. Obenem pa ne spet preveliko. Zakaj? Zato, kako se je on skrčil, se je mogel natesno v bistvu upeti na sam obroč, da ne bi zdrsval. Tako da je tukaj en kup enega znanja. Mi smo to poskušali imitirati, pa moram reči, da je bilo kar težko. Na koncu smo, mislim, ravno zaradi dimenzije, da res pravo dimenzijo uloviš, da je
pred samim segrevanjem ravno pravšna in da se potem po samem ohlajanju dovolj skrči. Zato smo dejansko samo poskušali na enem kolesu, medtem ko potem v sami izdelavi smo si pomagali, kar s tehnologijo smo to lepo spenjali počasi, pa zavarili, pa hladili na kolesu. Tako da smo ugotavljali, kako dejansko zelo, bi rekel, star način izdelave, pa kljub temu enega znanja, pa enih izkušenj so potrebovali takrat, da so to na prav način naredili. Nam namreč, seveda, z našim izkušnjam to ni ratalo, bi mogli kar nekajkrat preizkušati. No, sama pesta je pač obroč, ki drži les, zato da ne zaradi vlažnosti sušenja ne razpoka. Zanimivo je bilo, kako so nataknili ta kolesa, da so v bistvu prevrtali samo gred, oziroma v tem primeru je to ost, in so potem en tak zatič razkovan vtaknili skozi. Zdaj, te zatiči v našem primeru niso upognjeni, zaradi tega, ker se je predvidevalo, da se bo voz večkrat mogoče razstavil, pa kam prestavilo in bi bilo potrebno vsakič potem te zatiče spet zravnati. Zato smo pustili zravnane, drugače se pa upognilo, zaradi tega, da se skupini razpadli. To je okoli teh pest, no, zdaj mi tukaj smo tudi malo improvizirali, oni so te obroče, recimo tukaj so delali tako, da so jih ravno tako natesno skozi zabili in spodaj upognili. Mi smo tukaj malenkost improvizirali, smo z enim takim kovaškim maticam to se poskušali temu približati iz razloga, da je pač enostavno na tak način, da ta izdelava bolj enostavna. Sama tale zdaj vrv ni napeta, ne, če se pomaknem mogoče naprej. Ta del, kjer je vojak ali pa tudi konjenik stal oziroma sedel, je napet na tej vrvi. Zdaj, ko smo mi to skup dali, je bilo dejansko to, vidite, se mečken se vidi, še niha. Verjetno se je vrv malo s časom utegnila, tako da bi bilo treba ta mehanizem, ne, recimo tukaj je pa namenjen temu, da se v bistvu, da se ta vrv, se pravi preprosto tale drog, si ga zavrtel, tlele si potem v bistvu to vrv navil, ona se je prek teh zvodov napenjala in na tak način si dobil, se pravi to vzmetenje, voz je v bistvu, vrv se napne, voz ta del se malo dvigne in v bistvu omogoča to kompenziranje treslajev zaradi podloge oziroma ceste, ne. To je bilo tudi en tak zanimiv del. Tukaj smo mogli kar precej enih obročev narediti, skozi katere teče vrv. No, vrv je bila tudi pri njih takrat povezana, tako da smo to poskušali čist na star način, se pravi z strenjem praktično preprečujemo tukaj, da bi ta vrv se razvezala in da bi zdrsla, ne. Še smo nekaj detajlov, se pravi spodaj ta del osovine, ne. To je bilo treba povezati. Zdaj, to so vse oni delali na način, da so take zatiče kovali in jih spenjali, s tem, da to so oni mogli na vroče delati. Zato smo tudi mi določene stvari reševali potem s temi z navoji, ne. Zaradi tega, ker bi dejansko mogli po sami obdelavi, bi mogli, ker to se vse na vroče dela, ne. Zato, da se železo vroče zakrivil, se pravi zatiče šel čez, se je zakrivil in potem, seveda, ko se je ohlajil, se je zaradi krčenja materiala, je to še bolj skupaj spel, ne. Ravno tako bi tukaj lahko naredili, tako so oni v bistvu to delali, ne. Ampak, ker je bil voz že čisto končno obdelan, časovno je bilo tudi malo že na tesno, smo mi se potem odločili za take rešitve, zato da smo lahko pravočasno pa tudi ustrezno to lahko napeli, ne. Ker se pojavijo in od zračnosti lukne, seveda mi smo jih zvrtali in potem
smo enostavno čez pripeljali. Kadar je zatič, je bilo treba to tudi malo žgati, se pravi, da se je oblika lesa prilagodila kovini, ker samo tako si lahko dobil pol ta tesen spoj po krčenju. Ne. Zdaj, to je, kar se samega voza tiče, mislim, da tukaj smo to kar nekako obdelali. Se pravi, te pesni obroči so bili vsi, no zanimivo je mogoče bilo to, da je tudi tukaj bil kovinski obroč, to pa ravno zaradi tega zatiča, ker ko se je kolo vrtelo, je ta zatič drgnil tudi seveda, ker je to po neravnem cestišču, to pesto kolesa seveda tudi malo potovalo vzdolž same osi in je bil seveda ta kovinski del drgnil potem po pestu, zato je tukaj bil še tak kovinski obroč, ki je ščitil v bistvu čelo pesta kolesa. Mogoče še, no delali smo še živale kovane, to je bilo tudi zanimivo. Zdaj, mislim, da so tam nekje razstavljene, original, no mi smo jih potem tudi repliko naredili. Pol je bilo in kup enih takih manjših obročkov, tukaj za, se pravi, recimo za tole, gor na tem jarmu, za usne pretrjevati, pa potem to sem že povedal, za vrv, da smo jo speljali. Ampak dejansko sama izdelava delov ni bila tako zahtevna, koliko je bilo zahtevno potem samo sestavljanje, ko smo v bistvu šele ugotovili kompleksnost samega mehanizma. Ne. Zdaj, seveda, če bi zdaj še enkrat izdelovali isti voz, bi kakšne stvari lahko še bolj dopolnili v smislu, da bi se približali originalu. Ne. Je pa bilo to zanimivo izkušnja tudi za nas, ko smo to delali. Tako da ni v resnici je to eno delo, kjer se tudi zraven še veliko naučiš in v bistvu malo bogati tisto, kar že znaš. Ja, ena taka zanimiva izkušnja je bila tudi v bistvu v vseh treh grobovih, kjer so bili odkriti vozovi, je bila najdena taka podolgovata ploščica, ki je imela na eni strani predrtino, na drugi pa trn. In vedeli smo seveda, da je to del podvozja, nismo pa točno vedeli, kam naj bi ta del prišel in se je to nekako skozi izdelavo pokazalo, oziroma smo pravilno ugotovili, da zato, ker je lesena os in lesen pesto, da se je to, pač da je prihajalo do obrabe pri vrtenju koles in ko se je dovolj obrabila os ob pestu, so morali tam namestiti te kovinske ploščice. In kar je pa najbolj zanimivo je pa, da nam je oče gospoda Andreja Jevšenaka, Valentin Jevšenak, ki je prav tako kolar in se je s to obrtjo ukvarjal, torej on je star, zdaj mislim, da 92 let, torej se je zelo dolgo ukvarjal s kolarstvom, je povedal, da je v mladosti še dejansko takšne kovinske ploščice nameščal na te lesene osi, ko so še bile. Tako da smo dobili v bistvu iz prve roke potrditev, da smo pravilno ugotovili, čemu je ta skrivnostni del, ki je bil odkrit v treh grobovih, dejansko služil. Potem smo vprašali kolarja, če bo to tudi izdelal na tak način, ampak je rekel gospod Valentin Jevšenak, da ne, da to najprej bi se morali voziti, da se to obrabi, potem pa bi on ploščico namestil. Tako da teh ploščic zdaj ni, so pa v vitrini je ena, mislim, da se da pogledati. No, ker tudi zanimivo je, ker v nekaterih grobovih je samo ena ta ploščica, tako da lahko da se je na eni osi bolj obrabilo kot na drugi. Ne. Tako da smo nekako tudi skozi izdelavo ugotovili samo rabo nekaterih predmetov. Tako, v bistvu morali smo pa z izdelavo koordinirati delo treh mojstrov, no, to smo že malo povedali, pa bi mogoče to res poudarila, ker je res pomembno. Gospod Andrej Jevšenak in njegov oče Valentin Jevšenak sta še ena redkih registriranih kolarjev v Sloveniji. Mislim, da sta samo še dva na seznamu, da dejansko opravljata kolarsko obrt. To je v bistvu obrt, ki res izrazito izumira.
Poleg tega imata tudi še sodarsko obrt, sodarstvo pa sploh, mislim, da sta zadnja, oziroma zdaj celo to zapirata, ker ni strank. Tako da vidimo, koliko je tu nekih znanj, ki mogoče smo še zadnji vlak za to rekonstrukcijo voza ujeli. Potem seveda kovaštvo je gospod Klemen Zorko, torej vse kovinske dele izdelal in potem smo pa še potrebovali nekoga, da bo izdelal usnjene dele, ker vemo, da je pa polnilo te ploščadi in prav tako polnilo lokov, ki je služilo za zaščito bojevnika na vozu, je bilo pa izdelano iz usnja, tako da je pa potem gospod Milojko Kumer iz Šoštanja je pa izdelal te usnjene dele, tako da smo v bistvu tri mojstre morali povezati in združiti njihovo znanje, njihove sile, da smo lahko prišli do te rekonstrukcije in potem, še ko smo imeli voz pa v prostoru, smo pa morali še nekako iznajti ta sistem vzmetenja, ki ga je gospod Zorko prej predstavil. Tako da to je pa bila še tista zadnja pika na i, ki je bilo treba še razrešiti, ampak tudi smo nekako uspešno, recimo, razrešili. V bistvu za keltsko vojskovanje je bila uporaba bojnega voza izjemno, v bistvu zelo značilna za njihovo vojskovanje in hkrati jim je dajala prednost pred njihovimi nasprotniki. Pogosto so se, seveda, kot poznate iz stripov Asterixa in Obelixa, so bili glavni rivali Keltov Rimljani, torej in celo Rimljani, ko so imeli dejansko, kljub temu, da je bila njihova vojska izjemno organizirana, izjemno dobro opremljena, so imeli veliko težav s Kelti, ki so bili pa tudi izurjeni bojevniki, izjemno spretni, pogumni, hitri in ta glavno prednost v vojskovanju jim je pa ravno bojni voz zagotavljal. Bojni voz je pa v bistvu bil nekakšen šok za nasprotnike. Ko so oni pridrveli na bojišče s temi vozovi, torej 2 konja sta bila vprežena, en voznik je bil, ki je upravljal s konjema in na tej ploščadi je pa stal še en napadalec z ščitom, sulico, mečem, ki pa je v tej divji vožnji, med katero so tudi preskakovali manjše jarke, grbine, je on skakal z voza na voz, tekel je po konjskih hrbtih, po ojesu, to seveda vse v strašnem trušču so torej napadali in so nesli na bojišče nek kaos in neko presenečenje za nasprotnike. Tako da je bilo to, na nek način so to usporejali recimo z tankom ali pa nekim oklepljenim bojnim vozilom. Torej, dejansko je bil to nek morilski stroj, tudi ta voz, čeprav danes ga gledamo tukaj, da je lep in nam je všeč, ampak je to v bistvu bilo namenjeno vojskovanju. In pretežno so se res ukvarjali z Kelti kot z vojščaki, ker so jih pač kot taki tudi najbolj ogrožali in so veliko pisali o njihovem vojskovanju, kako so bili zastrašujoči bojevniki, da so bili visoke rasti, svetle polti, da so imeli že tako svetle lase, potem pa so si jih z apnenim lugom belili in česali nazaj. Oblečene so imeli hlače, Rimljani, Grki, torej ta antični svet ni poznal tega oblačila, Kelti pa so imeli hlače, poznali so že karirasto blago, ogrinjala, pisana, črtasta, seveda lahko so bili poslikani po telesu. In pač te njihove navade, kako so vstopali v boj z strašnim truščem, kako so udarjali z meči ritmično ob ščite, kako so zastraševali nasprotnike pred bojem. To je dejansko ostalo vse v teh pisnih virih rimskih zgodovinarjev. Tako da v bistvu s tem vozom smo tudi priča enemu delčku te zgodovine. Hvala lepa za vse to in tak skromen spominek.